Danes je dan vaših pravic, ki jih je pred 24 leti sprejela Organizacija združenih narodov v dokumentu imenovanem Konvencija o otrokovih pravicah. Da bodo njene določbe izpolnjevale, so se zavezale že vse države sveta, razen dveh – ZDA in Somalije. Vaša najbolj osnovna pravica je, da ste, ne glede na barvo oči, las in kože, enakopravni. A najbrž tudi sami veste, da tisto, kar piše na papirju, ne drži vedno. Zato so junior ambasadorji UNICEF-a, to so mladi, ki na različne načine opozarjajo na otrokove pravice, predsedniku države Borutu Pahorju predali posebno sporočilo. Junior ambasadorji UNICEF-a so sporočilo predsedniku države prebrali zato, da bi tisti, ki odločajo o najpomembnejših stvarih v naši državi, vedno mislili tudi na otroke. Zato nas poslušajte, ko želimo povedati svoje mnenje in sprejmite naše ideje. Predsedniku so sporočilo predali, nato pa se usedli za mizo in se pogovarjali o nekaterih kršitvah otrokovih pravic. Skrbi jih, da otroci, ki prihajajo iz revnejših družin, zaradi svoje stiske ne bodo mogli uresničiti svojih sanj. Predsednik ima zato idejo. Dajmo narediti neko akcijo v prihodnje leto, kjer bomo opozorili na to, da ima vsak otrok ne samo pravico, da ima sanje, ampak da se tudi potrudimo tako ravnati, da mu bodo te sanje dosegljive. Juniori so sprejeli izziv in opozorili tudi na druge kršitve. Recimo Romi, večinokrat nimajo pitne vode in hrane. Vsi otroci v Sloveniji nimajo možnosti razvijati svojih talentov. Moglo je biti več strokovnjakov za otroke s posebnimi potrebami, če pa so ti strokovnjaki, pa je samo plačničko in si marsikatera družina ne more tega privoščiti. Našli so tudi nekaj rešitev. Sigurno, da bi država mogla zagotoviti sredstva za šolanje, ker to izobraževanje otrok, to je v bistvu prihodnost za vse. Lahko bi druge nehali zmerjati z žaljivkami, pa bi jih začeli spodbujati. In morda boste otroci v Sloveniji dobili posebnega namestnika varuhinje človekovih pravic, ki bo zadolžen le za otrokove pravice. To predlagajo na UNICEF-u, saj želijo, da bi z njegovo pomočjo bili bolj slišani in upoštevani.